Veliko veselje mi je, da lahko danes predstavim današnjega predavatelja, dr. Marka Pleška. Na kratko, mogoče lahko rečem, da je to znanstvenik in podjetnik v eni osebi. V njegovi zelo pestri karieri se je ukvarjal tako z raziskavami na področju čisto osnovnih raziskav, aplikativnih raziskav, je pa tudi uspešen menedžer oziroma podjetnik, ustanovil je svoje podjetje, ki ga je tudi pripeljal do zelo uspešnih rezultatov. No in ta kombinacija je zagotovo idealna za nekoga, ki želi pripeljati vrhunsko znanje v prakso, v podjetje, tako rekoč do končnega izdelka. Tako da dovolite mi, da samo v parih potezah osvetlim njegovo zanimivo karierno pot. Dr. Mark Pleško je zaključil študij fizike na Univerzi v Ljubljani in tam tudi doktoriral leta 1987, in to na področju fizike visokih energij. Eksperimentalno delo je izvajal ves čas na pospeševalnikih, velikih pospeševalnikih v inštitutu DESI v Hamburgu. No in tudi njegovo nadaljne delo je bilo pravzaprav stalno povezano z pospeševalniki, sinhrotroni. Tako je za sinhrotron v Trstu razvil sistem, kontrolni sistem, sprojektiral, razvil v času, ko so sinhrotron gradili, ravno tako za podoben pospeševalnik Anka v Karlsruhe in tudi za več drugih sistemov. Lahko rečemo, da njegove kontrolne sisteme danes, da so njegovi kontrolni sistemi danes ugrajeni v veliko število sinhrotronov, tako po Evropi, Ameriki, kot tudi na Japonskem. Seveda moramo omeniti tudi najino sodelovanje v tistem času, ko so gradili Elektro, je bil vodja projekta izgradnje slovenske žarkovne linije, no in takrat sva na tem projektu sodelovala. Žal do realizacije zaradi finančnih omejitev ni prišlo, ampak vsekakor projekt je bil zanimiv, tako da imamo nekako skupno raziskovalne začetke. Seveda, dr. Mark Pleško je ves čas bil tudi pedagoško aktiven, od asistenta najprej, potem docenta na univerzi, docenta za fiziko na Univerzi v Ljubljani. Moram pa reči, da je že takrat kazal veselje do podjetništva in je leta 1996 uspešno zaključil MBA študij iz menedžmenta na Brdu. No in glavni korak njegov v podjetništvo je pa, mislim, da če se prav navajam, 2003, ko je ustanovil lastno podjetje, Kozilab, in ga potem tudi vodil kot direktor in je ga pripeljal do uspešnega, mednarodno priznanega podjetja, visokotehnološkega podjetja, ki razvija sisteme za kontrolne sisteme za velike pospeševalnike, pa ne samo pospeševalnike, tudi recimo radijske teleskope, in potem so ta znanja prenesli tudi na druga področja, celo na področje avtoelektrike, če se ne motim, pa to znanje prenesel celo na področje razvoja sistema GIS, torej geografski informacijski sistem. Podjetje, mislim, da ima približno 30 zaposlenih, 20 sodelujočih. Skratka, tudi uspešna podjetniška kariera. Mogoče čisto zaključek naj omenim, da danes je tudi svetovalec pri razvoju novih visokotehnoloških podjetij in tudi, kako razume, aktivni investitor. Ampak več zagotovo nam bo povedal sam v današnjem predavanju, ki ga je naslovil Akademska kariera, zaposlitev ali podjetniška pot. Tako da, prosim. Hvala. Escape, pa še enkrat. Ja, dobro večer, lep pozdrav, upam, da me slišite v zadnjih klopeh. Eno opozorilo, jaz govorim veliko in govorim hitro. Zdaj se trudim počasi govoriti. Če bom preveč govoril, zelo enostavno, dajte samo zakinkati, bom videl, da vas dolgočasen, bom nehal. Če govorim prehiter, pa ne vem, kako bi pomagal, samo to, da me dajte hitrejš poslušati. No,
Najprej bi rad povedal, kaj je pravzaprav namen mojega predavanja. Gospod Veblem je rekel, da naj bo predavanje čim bolj poljudno, pa čim manj tehnično, tako da sem se trudil, noter je samo ena formula v celem predavanju, v bistvu so 3 formule, ena fizikalna, pa 2 podjetniške, boste videli potem, pa par fotografij iz pospeševalnikov, tako da upam, da boste šli skozi. Kaj je namen? Namen je to, da vzpodbudim raziskovalce, a pa mlade študente med vami, da poiščete tudi kakšno drugo možnost, ne samo akademsko kariero, se vidite, naši redni profesori vsi nosijo kravato, jaz pa podjetnik pa nimam kravate, tako da če imate raje kravato, pejte za profesora, če ste pa raje podjetniki, pa poloverno, pa pejte za podjetnika. Rad bi nekako pokazal, da obstajajo še druge možne kariere, torej, mislim, isto, mi da skupaj smo pravzaprav še veliko prej, kot si omenil, se spomnim še na študiju, se pravi, enkrat sva se pogovarjala, sva šla tam domov proti Gerbičevi, pa sva debatirala, kaj mi da sanjamo v življenju, pa so imeli neke ideje v stilu, da bi doprinosila kvantne fizike, pa kvantne elektrodinamike, pač mladi imamo sanje, oziroma imajo, zdaj sem že star, pa vsi bi hoteli biti tako Einstein, pa v patentnem uradu temu predalu oziroma neko teorijo delati, pa življenje mečkam drugače, postane pa se vidi, da pravzaprav se sosete pa tam SP pa tovorak voz, pa se bo tudi čist fajn, tako mogoče to. To bi rad povedal, bi pa opozoril na to, da so to, kar bom zdaj govoril, moje osebne izkušnje. Jaz nočem dajati nobenih receptov, nobenih pravil, nič hočem s tem dokazati, ker sploh za razliko od znanosti, kjer se da kaj dokazati, v biznisu se pač stvari ne da dokazati. Dal bom veliko dobrohodnih nasvetov, nazadnje sem že star gospod, pa zdaj bom vam mladem trosil modrost svojo, ampak ne mi slabo vzeti, ker dejansko v managementu ni zakonov. To pač je moja osebna izkušnja, za mene funkcionira, za koga druga bo ali pa ne bo. Toliko kot uvod. Zdaj pa, kakor Iztok že povedal, moja rdeča nit so pospeševalniki. Nekako celo življenje sem se ukvarjal, skoraj celo, sem se ukvarjal s pospeševalniki. Mečkam za občutek, kaj so pospeševalniki, torej poleg kmetijskih pospeševalnikov, pa grafičnih pospeševalnikov, imamo tudi pospeševalnike za osnovno delce, o teh bom danes govoril, so lahko zelo majhni, tale pospeševalnik je toliko velik, da v bistvu paše na eno mizo, to so razni magneti. Tale pospeševalnik, tukaj vidite tole pospeševalnik, tukaj so stopnice čez, tako da imate malo občutka, koliko je velik pospeševalnik. Če mislite, da so te stopnice približno za enega človeka, pa je tole mogoče 4 metre čez, mogoče 3-4 metre, tak malo manjši pospeševalnik. Tale pospeševalnik je zelo podoben temu, tam ima stopnico čez za ljudi, tam ima pa cesto čez za avte, tako da vidite, da je že malo večji. Mi gre na tega hod Iztok veliko mirt, tako da ga dobro pozna tudi znotraj. Tam ima 600-700 metrov obsega. Potem sem en pospeševalnik na Japonskem, ta je še večji, ta je okoli 800 metrov ali 900 metrov, so pa kar hrib, vidite, to je hrib in so ga kar okoli hriba naredili, tako da so mečkam hriba odžagali, pa pospeševalnik okoli, pa nasul pa pospeševalnik naredili. Še večji pospeševalnik recimo je v Nemčiji v Deziju, tega so kar podzemno naredili in so ga kopali na isti način, kot so kopali podzemsko železnico, vrtalni stroj, bormašina po slovensk, pritisneš na gumb in vrtiš, samo da sveder pač ni 8 ali pa 10, ampak je približno 5 metrov velik krak, 4 krake ali 5 kraka zvezda, z enimi takimi velikimi železnimi žeblji na koncu in lepo pomalem glodajo pesek. Tam je veliko peska v Hamburgu, tam je reka Lava, veste, je nasula peska skozi tisočletja in enostavno so lepo vrteli tisto mašino, 1 meter približno na uro je šlo in so pol v eno leto in še pa pol skopali. V Cernu, veste, je največji pospeševalnik 30 km velik, imajo pa tudi načrte še za večje pospeševalnike, tako da bi kar, linearne pospeševalnike bi bil dolg 30 do 50 km. Tako da vse, zdaj, različne vrste pospeševalnike so, če me kdo vpraša, iz česa je pospeševalnik narejen, pol je odgovor tale slika. Ta slika zelo lepo pomeni, da je veliko kramo pospeševalnikov. To se dajte zapomniti. Če se boste kaj zapomnili pospeševalnike, dajte se zapomniti, da je veliko krame. Kabli visijo, pa to morate upoštevati, to je fotografija, ki so naredili medtem, ko so ga še delali prav za fotografa. V resnici kabli visijo stropa dol, pa tam se ljudje spotikajo. Če se zgleda kakšno tako znanstveno fantastično zgodbico, bolj cyberpunk varianta, približno tako izgledajo pospeševalnike. Torej tukaj vidite, cel kup magnetov, vsak od teh magnetov ima neko svojo funkcijo, pa res fiziki vejo, zakaj imajo, tako da ni čisto hudo. Veliko kablov, ki dol visi, to je kabel za elektriko, za signale, za vodno hlajenje, tukaj je zraven še majhen predpospeševalnik. Zdaj, če hoče pa kaj več vedeti o pospeševalnikih, bom pa pol po predavanju še kaj povedal, toliko, da ni preveč. Zdaj bom pa se rej posvetil podjetništvu, pa moji poti, pa zakaj, da boste videli, da se da nekaj narediti. Tako da, to je nekako glavne točke mojega življenja so tukaj napisane. Če malo gledamo, sem bil tak priden, pri 25 letih sem doktoriral iz fizike, sem imel veliko člankov,
potem pa 10 let kasneje pa kar enkrat nisem obnovil habilitacije. Ne. Zdaj, tisti starejši veste, kaj je bil razlog, ne, zato ker se mi ni dal pisati člankov. Veste, da rabite veliko točk za članke, ne, in nekako to je delo, ki mene veseli, ne, jaz rabim, da drugi namesto mene delajo. Ne. Tako da sem se pa odločil, da če pa moram se nekaj drugega zmisliti. Ne, in kaj? Pa dajmo narediti firmo in 10 let kasneje sem udeležen v 7, zdaj verjetno že 9, 10 podjetjih in sem uspešen podjetnik. Kaj je bil zdaj razlog leta 97? Dva razloga sta bila. Prvi razlog, ki je ta, kar je Iztok že omenil, ne, sva imela projekt, v bistvu so oni in jaz, ne, sva se trudila, da bi pridobila, oziroma tako, oni delajo, jaz sem pa govoril, že takrat je bilo tako, ne. Iztok je računal, naredil ves dizajn, žarkovne linije, jaz sem pa okoli hodil, pa prepričal direktorja Štefana, pa ministre pa tako, da bi nam dali takrat 2 milijona mark, ne, 1 milijon evrov, da bi tisto linijo lahko zgradili. Ne. Zdaj pa, ker mi denarja niso hoteli dati, ne, sem rekel, se bom pa sam zaslužil. Ne, pa sem šel v firmo delati, zdaj pa služimo precej več, kot 1 milijon na leto, pa bi lahko še kakšno linijo zgradili. No, sej bomo, ne, a ne, videl. To je bil en razlog, drug razlog je bil pa KGB. Leta 97 se je ustanovil KGB. Ne? In takrat sem se odločil, da se raje ukvarjam s KGB-jem, kakor z akademsko kariero. Ne? Zakaj? Tole se je zgodilo. Jaz sem sodeloval na raznih pospeševalnikih, potem so pa v Karlsruhe v Nemčiji začeli graditi nov pospeševalnik in so me vprašali, Mark, daj ti pa tole software, daj pridi k nam, pa boš pa nas napisal kontrolni sistem za ta pospeševalnik. Jaz sem bil pa do takrat skoraj že ves čas v tujini, sem delal v Deziju, doktorat, potem sem na sinhrotronu, sicer sem živel v Sežani, no, pa sem se vozil čez mejo na sinhrotron in sem rekel, zdaj pa ne bom šel več v tujino, rad bi bil doma. Ampak, ne, leta 97, internet, takrat se je zalaufal in se rekel, fante, se ni problema, bom jaz ostal na Štefanu, pa bomo sodelovali, pa preko interneta, pa bomo mi na Štefanu za vas naredili kompleten kontrolni sistem. Mogoče bi se pa res dali, ja, se internet, pa PC, pa tako naprej in sem prepričal Nemce, da bo Jože Štefan za 700.000 mark približno takrat razvil kontrolni sistem. Jaz sem rekel, 4 ljudi bomo delali 4 leta, pokrite naše plače, še mečken dodatka, da pokrijemo vse stroške in je to. In ves nadušen pa Rafom na Štefana, povem mojemu vodju odseka, Rafu, Raf, jaz sem zrihtal biznis za 700.000 mark. Ne. Ja, kdo pa to zdaj delal? Ja, se sem dar zrihtal. Potem se je skazali seveda, da ni to toks, ne, da življenje je pa le malo bolj komplicirano, ne, da najlažje posel zrihtati, kaj, vsaj za mene. Ne. Problem je v tem, da so vsi kolegi so imeli svoje delo in sam nisem mogel vsega delati, ne, in se moral najti drugi ljudi, ki bi pomagali delati. In sem se spomnil, študente so na faksu, zdaj internet je modern, ljudje delajo neke nove tehnologije, Javo programirajo, ne, kaj pa, dajmo najti par študentov. No in sem imel srečo, ta prvega, ki sem vprašal, je bil zelo sposoben, pa je bil za, ne, sem dobil pogum in sem še par študentov vprašal. Tako da smo naredili skupino, torej jaz kot vodja pa študentje, da smo razvili kontrolni sistem za ta pospeševalnik. Zdaj pa sami veste, ne, študente je treba motivirati, ne, pa ne z resnimi zadevami, ampak s kakšnimi štosi. Ne. Takrat, ta prva stvar, ki smo kupili, to zdaj lahko povem, takrat nisem smel, ker je bil Danilo še direktor, ne, smo kupili sistem zvočnikov, 4 zvočnike, zato da smo lahko poslušali v sobi, kjer smo razvijali software na Štefanu, ne, zdownloadane, ilegalno zdownloadane MP3, ne, recimo. Ne. Tako, ampak to je bila spet motivacija. V tistih časih nismo imeli ljudi doma interneta. Ne, zdaj, kako boš študente porabil? Prid na Štefana, tam lahko downloadaš, kakor hočeš, ne, se že tam je šlo počas, ne, v primerjavi zdaj, kako gre zdaj, ampak take zadeve. Ne, in drug hec je bilo pa ime. Morali smo se izbrati take ime, da je bilo provokativno, motivacijsko, da smo vedeli, da smo mi tisti, ki spreminjamo svet. No in KGB se nam je zdel dobro ime, ne, ker KGB je imel vse pod kontrolo. Mi pa delamo kontrolni sistem, pa tudi hočemo imeti vse pod kontrolo. Sicer smo mi pol Nemci razlagali, ker smo to razložili, so rekli, čakajte, zdaj nima več KGB, ne, leta 97 so že propadle KGB, ne, ampak naš odgovor je bil, oni so imeli 60 let vse pod kontrolo, ne, če bo naš sistem toliko časa deloval, bo čist dost, ne. Ker so pa Nemci občutljivi, se veste, so imeli včasih nacizem, pa zdaj, pa sodobni nacisti, skratka, KGB beseda, Rusi so se vsi režali, ko so mi rekli, da smo KGB, ne. Nemci so bili pa tako, smo pa najdli uradno ime, ne, KGB pomeni Kontrol Gruppe für Beschleuniger. Skratka, kontrolna skupina za pospeševalnik, ne, tako da KGB je čisto uradni naziv, zdaj, če Nemci kaj slabega tukaj vidijo, so oni pokvarjeni, ne mi, ne. Tako. No in nekako v 2 letih smo naredili kompleten, smo razvili software in hardware za ta pospeševalnik, ne, pri čemer je hardware razvil recimo en študent prvega letnika elektrofaksa.
Pa še tako je bilo, ne. Prvo sem jaz rekel, da bom samo malo softvera pisal, potem sem rekel, sem imam še paršel, to lahko še malo, pa so Nemci rekli, kdo pa zdaj elektronko naredil, ne. No, bomo še mi še to, ne. Pa hitro laufal na faks, fante, kdo kaj zna, vi tole kaj, ne, naredili, ne. Sej moram priznati, da sem imel več sreče, kaj pameti, ne, ker zdaj, kaj gledam, ne, ni toliko veliko ljudi, ki bi kaj tazga znali narediti, pa vse ne tako mladih, ampak, ne, če imaš enkrat srečo, potem si več upaš, ne. No in nekako smo zgradili ekipo, ne, in, ne vem, sej, sliši se enostavno, ne. Bistvo je to, ne, idejo imajo vsi, ne, veliko ljudi ima idejo, to zdaj upozarjam, predvsem vas tam mlade, ki boste šli za podjetnike ali pa tako, ne. Jaz sem že leta 73 vedel, ne, rečemo 75, sem že vedel, da bojo PC-ji prevladali, osebno računalnike, ne. To kot Bill Gates, tako da sem jaz to pameten kot Bill Gates, edin, da on je zaslužil 50 milijard, zaradi tega, ki je to vedel, ne, jaz pa nisem nič zaslužil s tem, ne. Tako da, ne, to, da jaz nekaj vem, to vsi, ideje so zastonj, danes. Sem se pogovarjal recimo z Japcem, ne, je rekel, Mark, jaz ne rabim tujih idej, jaz imam sam 1% svojih idej lahko uresničim. Tako da ideje so dobre, ja, v redu, ampak so poceni, ne, treba se dole sesti pa imeti voljo jih izvesti, to je tista težka stvar. Ne. No, recimo podjetje smo ustanovili šele 3 leta potem, ko je bila ekipa kompletna, tako da smo res videli, da skupaj pašemo pa da znamo nekaj narediti. Dobro, to je bil zdaj KGB, ne. No, in vidite, takole smo bili recimo na konferenci leta 2002 v Italiji, ne, torej ta gospod pa jaz bila edina zaposlena v firmi, tole so pa fantje, tako so bili še študentje, medtem je ta recimo direktor ene naše spin-off firme, ta gospod je zdaj prokuristil v naši firmi, ta gospod bo pa redni profesor na Štefanu, zdaj pa še zmeraj dela za nas. Najslabše so se počutili med svečano večerjo, fantje so se zelo resno držali, ker niso vedeli, kako tele kozarce dvigniti, ne. Zvečer, ne, torej, tole predavanje, to je kolega, ki je zdaj predsednik nadzornega sveta, takrat je bil še študent, zraven njega pa en fant, ki je v drugem letu gimnazije, je imel tudi eno predavanje kot kozi lep z našo majčko. Zvečer smo pa resno delali, ne, kaj pravite, kaj smo zvečer delali? Smo se pripravljali na predavanje za naslednji dan, ne? In s čim smo se pripravljali? No, moramo downloadati muske, ne, tlele smo bili v enem hotelu, imeli smo svoje računalnike, pa svoj router samo, ne, ampak ni bilo pa interneta, ne, kaj smo delali? No, prosim, ne nas zdaj žaliti, ne, mislim, zakaj smo pa računalnike v mrežo povezali? Zato ne rabiš v mrežo računalnike za Tetris, ne. No, kaj? Šuterske igrice smo špilali, ne, a je tako? Doom. To so ta pravi igrice, ne, za Tough Guys, ne. A si to rekel ali kaj, a si rekel Tetris? Se ti ni zdeli primerno, ja, vidiš, ne, jaz lahko rečem, vse prav, ne, jaz sem predavatelj, mene ne upaj ven vrti, ne. Dobro, in smo se pač odločili, da bomo naredili podjetje, dejansko smo ga 2001 ustanovili, no, napako podatkov išla, ampak ne bistvena, ne. Tako, kako smo začeli? Torej, prvo smo imeli idejo, ne, se je to, kar smo delali na Štefanu, pa so nam Nemci plačali, ne, mogoče bi pa še komu drugemu lahko podobno stvar prodali. To je bila poslovna ideja, ne. Imeli smo kadre, ne, denarja ni bilo nič, ampak imeli smo pa potencialno stranko, ne. Jaz sem šel v paren kolegom in rekel, fante, če bi mi tukaj imeli firmo, pa če bi mi tako, pa če bi kaj, ne, a bi kaj bilo denarja, bilo kaj biznisa, ne. No, in oni kolegi so rekli, veš kaj, Mark, tole je, no, zdaj nekaj smo že sodelovali, šansa je, 90 000 evrov bomo predvideli, zdaj pa a nam odobrijo ali pa ne odobrijo, bomo pa februarja povedali, ne. No, in dejansko februarja so pa to odobrili, ne, tako da smo šli naprej. Zelo pomembno se mi zdi tole povedati, ne, Štefana se je ves čas podpiral. Še takrat, ki je bil delni direktor, pa tudi kasneje, ko so bili drugi, torej, nekateri kolegi moji, ne, na Štefanu so imeli že prej svoje firme, pa tako malo bypass firme, ne, na Štefanu redno v službi, pa državni denar dobili, pa imeli pa še nek zraven fuša, ne. Jaz sem zmeraj tako delal, da sem odprto delal. Jaz že takrat, ko smo delali tisti kontrolni sistem za Nemce, sem povedal, lejte, to pa toliko študentov imamo, smo bili študenti na potnic, da se kar kadili, ne. In seveda, to je takoj sumljiva zadeva, ne. Pa sem rekel, lejte, to je ta študent, sem jih kar pripeljal v Kalinu, ta, to pa to delamo, v redu, ne. In to, mislim, to je najbolj pomembno, no. Če greste na kakšno tako stvar, pa če ste v univerzi, je zmeraj dobro svoje nadrejene, sploh kolege o tem obveščati. Če si odkrit, pa odprt, pol v bistvu najslabšem bi ljudje rekli ne, pa lahko še zmeraj greš, pa narediš po svoje, ne. To je tudi fajn vedeti, ne, vse je drugače, kakor si misliš, ne, ampak nekako en korak narediš, ne, pa zdaj ne boš še nazaj, ki si že en korak naredil, pa še naslednjega narediš, ne, pa nekako pol greš po ene poti, ki sicer ni tista, ki si jo začrtal, ampak te vse nekam pripelje, ne. Če bi res vedel, kaj me čaka, verjetno ne bi šel to, ne, ampak to je pač smisel življenja, saj če bi vedel, kaj vas čaka v življenju, verjetno se niti ne bi hotel roditi, ne. Ampak tako nekako greš korak za korakom, pa ne, do bridke smrti, ali kako se reče, ne.
No, pa smo imeli cel kup takih še podjetniških dilem, pa to mogoče kasneje povem, kaj je bolj važno v življenju. Ne? Ampak zdaj pa, če lahko pridem pa do tiste formulce, ne? Zdaj vas bom eno enačbo bi rad izpeljal, tako, ki je fundamentalna, bi rekel, čisto fundamentalna, osnovni naravni zakon, primerljiva z, ne vem, EMC kvadrat, zračno teorijo, relativnostjo, ne? In se da iz osnovnih principov izpeljati. Ne? Zdaj pa prosim mečkem posluha. Torej, a se vsi strinjate, da čas je denar? Je, ne? Tako da lahko napišemo time equal money. To je enačba, ki je fundamentalna zmerom res, ne? Osnovni zakon, ne? V redu. Naslednja enačba je pa, ne? Znanje je moč. Vsaj profesori morajo to povedati, ne? To je vaša služba, kaj, ne? Da dajete znanje. Ne? Knowledge is equal to power. Ne? Se strinjamo, se ne strinjamo. Študent je zad, ja, vsi smo za, v redu. No, zdaj pa ena fizikalna, ne, enačba, ne, je pa moč je delo deljeno s časom, ne, deljeno enoto časa. Štima to, ne, je, v redu. No, to so zdaj tri enačbe, ki so resne, zdaj še katerakoli poljubna kombinacija teh enačb bo tudi zmerom res, ne, to ste se učili pri matematiki, ne, da če je ena izjava resnična, se dokaže drugo. No. In zdaj kaj naredimo, ne, iz te enačbe vzamemo čas, pa ga tukaj noter vstavimo, ne, iz te enačbe vzamemo moč, pa jo damo tukaj noter, v redu, in dobimo rezultat tale. Denar je enako delo deljeno z znanjem. Ne, torej, to je tudi fundamentalni zakon, ki je zmerom res. Ne, zdaj pa interpretacija, ne, prej smo imeli izpeljavo, zdaj pa kot fizik vzamemo enačbo in jo interpretiramo. Ne. Kaj nam zdaj ta enačba pove? Ne? Ta prva nam pove nekaj, kar nas je že mama učila. Ne? Deli, Janezek, da bo kaj z tebe. Ne? Skratka, več, ko delaš, več denarja zaslužiš. Štima. Ne? To je nekako logično. Ne? Zdaj, problem je ta, ne? Mi lahko delamo dvakrat več, mogoče lahko delamo celo trikrat več. Ne? Recimo delamo pač, ne vem, 14 ur na dan, ne? Pa še po noč delamo. Ne? Ampak počas pa zmanjka časa. Ne? Tako da nekako smo omejeni navzgor, ne? S količinom dela, če hočemo zaslužiti. Ne? Kaj pa naredimo, da bi povečali količino denarja? Ja? Ne? Znanje kaj? Zmanjšamo. Ne? Zdaj, delo ne more iti v neskončnost. Ne? Kaj pa znanje? Gre pa lahko nič, ne? Drži, ne? In vidite, in v bistvu, ko gre znanje proti nič, ne, imamo neskončno denarja. Ne? Zdaj, ta fundamentalni zakon resnic, ne, ki sem vam ga tukaj izpeljal, ljudski rek že pozna, ne, kako že pravijo, neumen kmet ima debel krompir. Dobro, tako so to mičkam še s krompirom delali, ampak so vedeli, ne, ljudje so vedeli. Ne. Ali pa zdaj, če hočete, lahko komentiramo današnje politike, tajkune, ne, vsi so že, magari, če vsaj intuitivno vedeli, ne, kako mora delati, da pride do denarja. Ne. Tako da dajte se zapomniti, ne, imamo dve vrste ljudi, tisti, ki z delom služijo omejeno količino denarja, ne, ali pa tisti, ki lahko zaslužijo neskončno denarja na drug način. Ne. No, zdaj vidite, zakaj sem jaz postal podjetnik, ne, pa v bistvu zakaj imam ljudi v firmi, ne, ker oni delajo, ne, jaz pa delam na tem elementu te enačbe. Prav, to je bilo vse jasno, to je zdaj važno, če ste to razumeli, greste lahko tudi domov, ne. Je vse jasno, kakšno vprašanje? Ne, v redu. No, zdaj, še mečkan anekdot, ne, tukaj pokažem folije, ki smo jih dejansko pokazali, ko smo ustanovili podjetje, smo ga ustanovili v tehnološkem parku, in zato, da te spremijo kot podjetje v tehnološki park, moraš napisati prošnjo in moraš podjetje predstaviti. In smo imeli nekih 5-10 folij, kjer smo pač, ne, tako kot klasično podjetniško pa poslovno načrt razlagali. No in zdaj te folije pokažem tukaj v vednost. Tako da vidite, dobesedno sem izkopiral, edin tale loge, takrat ga še ni bilo, ampak tale slica je že bila, ne. Razlogi, zakaj smo naredili firmo, ne, recimo, ne, imamo ekipo, škoda bi izgubiti ekipo, ne, kolikor da je zdaj to važno, da zaradi tega se dela biznis, ne. Jasno, obvladamo vso potrebno tehnologijo. To piše v vseh poslovnih načrtih, ne? Vse znamo, ne? Imamo jasno poslovno strategijo in koncept. Ne? Skratka, nema što nema. Ne? Poznamo in razumemo trg, ne? Enega smo nekaj vprašali. Čeprav smo mladi, ne? So kadri izkušeni in kvalitetni. Ne? V redu? Dobro, to je bilo res, ne? Ta stavek je mogoče edini bil res, ne? Zgledno sodelovanje predvsem z Jožefom Štefanom, ker nima veze, ker Štefan nam nič denarja ne bi dal, pa nam tudi ni, ne? Pa še finančna računica se izide. Ne? Torej smo rekli, Excel, ne? Saj ste, kaj je Excel, ne? Excel včasih, kako je že tisti, ne? Laž, hujša laž, statistika Excel, ne? Nekaj tazga, ne? Tako da, z Excelom, eleganca Excel je ta, da si lahko zmisliš končni rezultat, ne? Potem pa pogolfaš, da ga dobiš, ne? No, še to pokažem, ne? Torej, takrat, če ni bilo evro, ne, smo imeli ECU, ne, in smo predvideli promet v prvem letu 230 000, takle dobiček in čez 5 let 1 milijon. Ne. Kako smo ta milijon zračunali, če se nastavili, Excel tabelce smo dobili. Ne. No, zdaj pa rezultat je pa ta, ne, vi se zdaj smejete, ne, ampak, ne, jaz sem bil že takrat modri
podjetnik, ne, in bojo pisali knjigo o meni, ne, bojo rekli, evo, Mark, že ko ustanovil firmo, je točno vedel, da bo firma imela čez 5 let 1 milijon in točno tako bilo. No, imeli smo 998 tisoč, ne, pa dobička je bilo več kot 74 tisoč. A vidite, za razliko od drugih podjetnikov smo mi točno vedeli, kaj delamo. Ne. Zdaj pa ena majhna finesa, ta pa ni za javnost. Ne. Zaslužili smo s popolnoma drugimi strankami, kot smo jih predvideli v poslovnem načrtu. Tako. Ne. No, zdaj pa kako pa to zdaj pojasnimo znanstveno? Ne. Torej, vidite, poslovni načrt je vse lari farje, ne, ampak, ne, čem je fora? Mi smo, ne vem zakaj smo si zamislili, da se mogoče da zaslužiti 1 milijon. Ne. A ste gledali tisti film The Secret, ali pa knjigo brali? Ste? Kaj že tam pravijo? Ne? Če misliš, da si zaželiš, se bo to zgodilo. Ne? Evo, in nam je bilo isto. Ne? No, resnica je ta, ne? Človek se dejansko fiksira na nekaj. Ne? Temu se reče v psihologiji fiksacija ali nekaj tazga. Jaz nisem psiholog, ampak ta beseda se mi tako fajn zdi, pa jo rad povem. Ne? Skratka, približno si predstavljaš, da bo še 1 milijon zaslužil, pol na kak delaš, pa če ti narata vidiš, da bo še nekaj več narediti, ne? Pa ti z milijon dobiš, pa rečeš, evo, fantje, to smo pričakovali, ne? To je rezultat, ne, sej. Ne? No, zadnje sem tudi doktoratko delal, ne? 2 let sem vrtil tisto številko, pa kad se rekel nazaj, pa dosti sem dobil 3% rezultat in je to. Ne? Zdaj, če bi si zamislil 50 milijonov, bi jih pa 50 verjetno dobili. In to je bila huda napaka, takrat, da se nismo tega zaželeli. Ne? Ampak zdaj vem za drugič. Ne? Tako da, ja. No, toliko da vidite. Ne? Tako da, to je v bistvu, če povzamem, ne? Poslovni načrt zmeraj moramo imeti načrt, ker če ni načrta, ne vemo, kam gremo. Ne? Ne? Ampak ne načrt za to, da bomo to dosegli, ker piše načrt, ampak da bomo vedeli, da smo ga falili, ne? Da smo preč od načrta. Po drugi strani nam pa pomaga načrt, da ga zmeraj sproti prilagajamo, da pridemo do tistih rezultatov, ki smo si jih želeli. Ne? To dvoje si splača zapomniti. V redu. Zdaj pa fast forward, kot v unih ameriških filmih, ne? Športnik začne kopati jarke, malo dela, trenira, ne? Pa naslednja scena pa že je olimpijski prvak in tako naprej. Ne? In za isto preskočam 6-7 let. Danes je Kozilab vodilno podjetje na svetu in sicer za krmilne sisteme za velike fizikalne eksperimente. Par referenčnih strank, recimo Alma, je zelo velik projekt, približno €1 milijardo vreden projekt, kjer so podstavili 64 radioteleskopov na 5000 metrov nadmorske višine v puščavo Atacama v Andih. Tam imajo 2 oblačni uri na leto ali nekaj takega, pa da so nekje konce, kjer že 400 let ni niti padla kapljica dežja. To je izjemno suh konc na vrh Andov. No, zato smo razvili jedro kontrolnega sistema, tako da vsi te radioteleskopi uporabljajo naš software. Delamo zdaj na projektu Med-Austron, to je drug tip pospeševalnika, večkrat sem bral različne projekte, tako da večkrat ilustriram. Ta je manjši projekt, vreden približno 130 milijonov evrov, je pa pospeševalnik za zdravljenje možganskih tumorjev. Torej, pospešuje se protone, ogljikove pa kisikove ione in se jih strelja ponovadi v oči, po možgane, na mesto, kamor se zelo težko pride z nožem, ne, kjer kirurško ni možno in se potem podobno kot radioterapija, ampak bolj učinkovito uničuje tumorje. Vidite, da smo tudi politično aktivni, zraven smo pri SNS. Ne. Tako da tudi en velik projekt, to je izvor nevtronov, največji izvor nevtronov v tem trenutku na svetu v Ameriki, več kot milijardo vreden, ampak za tiste, ki namarate Jelinčiča, ne, v to lažbo, smo zraven tudi pri SLS. Ne. Tako da, mož biti, če si podjetnik, se nikoli ne smeš vezati na eno stranko, ne, se vidite, kam zdaj ultra težave, pa goljuš, pa tako naprej, ne, ampak mož biti prijatelj z vsemi. Tako da mi smo pri SLS zraven, pa pri SNS, pa še kakšnem se da izmisliti, ne, tako da nekako probamo balansirati, ne, edin SDS še načnimo, ne, ampak je pa Janša na naši plačilni listi, ne. Tako da to zdaj lahko javno povem, na televizija snema, ne, torej, uni Finci za Fince se še ne ve, ne, za Kozilab je dejstvo, Janša plačujemo, ne. Res pa, da je to Gašper Janša, pa nima veze z Janezom Janšo, pa tako, ampak to je spet finesa, ne. Zdaj, če gremo naprej, še par projektov takih zanimivih. Enkrat sem gledal na nemško revijo Bild der Wissenschaft, kjer so našteli 10 največjih projektov na svetu in bolj, ker sem listu, bolj se mi je fajn zdel, ker sem videl, da od 10 največjih projektov tam omenjenih smo mi zraven pri 7. Tako da to so projekti, na katerih smo udeleženi, razni projekti, nekje malo bolj, malo manj, tlele se šele pogovarjamo, to je nek nov projekt International Linear Collider, bodoči pospeševalnik, kjer smo neko študijo delali. Kar nam manjka, no, so vesoljski projekti, vesoljska postaja, astronomski satelit pa Mars, tako da zdaj se Slovenija učlanjuje v ESO, ne, pa bomo probali še tam nekje biti zraven, ne. Pač
primer CERN, to je velik pospeševalnik ITER, to je zelo velik projekt, smo zmagali na razpisu 1,5 milijona evrov v 3 letih z možnostjo podaljšanja še za 2 leti, pa verjetno bomo še enkrat denarja spumpali ven še iz Evropske unije na to, tako da tukaj smo zelo močni. V bistvu smo mi hišna firma, ki dela kontrolni sistem. Če pogledamo po svetu, približno 50 strank, Kanada, Združene države Amerike, Evropa, Japonska, Tajvan, Avstralija, tako cel razviti svet pokrivamo, pa še vidite, to sliko smo tako lepo naredili, ne? Dejansko na Kitajskem nismo, ne? Pa v Afriki nismo, ampak smo te točke tako nekako razvili, ne? Da se ne opasne, da so velike luknje. To je pa marketing, ne? To je pa tudi stvar, ki se treba naučiti, kadar hočeš imeti firmo. Ne? Torej, v pospeševalnikih pa radioteleskopih smo tate mate, ne? Oziroma za kontrolni sistem za pospeševalnike. Ne? Zdaj, radi bi se pa širili. Radi bi še več denarja zaslužili, ne? Zdaj 10 milijonov smo že dosegli, zdaj pa gremo naprej, ne? Kaj sem rekel, 50 milijonov, pa še to je napaka, raj bi rekel 50 milijard. Ne? Torej, obvladamo recimo pospeševalnike, obvladamo radioteleskope, tehnologije, ki uporabljamo, recimo so neke internetske tehnologije, Java kot programski jezik, ne? Kako se lahko širimo, da recimo dodamo neko drugo domensko znanje, ne? Da rečemo v redu, ne? Veliko stvari se da s podobno tehnologijo reševati, problem ni, in to spet bi rekel nek nasvet za mlade ljudi, ne? Problem ni v tem, da znaš tehnologijo, ne? Znamo programirati, ne? To pomeni, da znamo vse, ne? Mislim, kjerkoli rabi programerje, ne? Znamo elektronko razvijati, ne? Problem ni v programiranju, problem ni v tehnologiji, problem je razumeti domensko znanje. Ne? Mi bi lahko pisali software za banke, sami ne vemo, kaj bančiki hočejo, ne? Zdaj, če nam oni povejo, kaj hoče, pa bomo znali programirati, sam takih je dosti, ne? Mi smo zato uspešni pri pospeševalnikih, ker znamo mi pospeševalnikarjem povedati, fantje, točno to pa to vi rabite. Pa če ne verjamete, bomo delali po vaše, pa boste povedali, da ste se zmotili. No in za geografske podatke slučajno se je zgodilo en kolega, v firmi, kjer je predelal, so jo kupili eni drugi, postala večja firma, ni hotel več biti, je predelal geografske sisteme, je prišel k nam, je vzdržal kontakt in smo rekli, daj ti tole probi malo nočiti to tvoje znanje, ne? Pa šel na kavico tam z unimi na ministrstvu, pa šel s tem na kavico, pa rekel, ti Mark, tole bi se dal, to, kar vi delate, zelo zanimivo, ne? Če bi to tehnologijo uporabili za GIS, ne bi lahko zelo dober način ministrstvu rešili problem, ki ga ima, ker imamo pač v Sloveniji 70 000 kmetov in vsak kmet mora za neke grafične podatke vnašati in je to relativno kompliciran, pa tudi zelo počas delujejo računalniki. Ne? No, in smo to naredili in dejansko, kaj se je zgodilo, smo bili zelo uspešni, smo razvili sistem, ki ga zdaj uporabljajo vsi naši kmetje v Sloveniji za te evropske subvencije. Software smo prodali tudi na Hrvaško, tako da se že tam uporablja, pogovarjamo se zdaj z Makedonijo, imamo lepe šanse, da bomo tam nekaj dobili. Vse, tudi Srbi se zanimajo, pa v Bosni, tako da vidite, ne, mislim, nekateri tako kot oni dobičkarji, ne. Če bi bila Jugoslavija ena država, bi imeli en software, ne, tako pa zdaj vsaka država svojega, tako da takoj, ko je bil Kosovo neodvisen, smo mi takoj skakali, ne, evo, še ena stranka več, ne, in zdaj se zagovarjamo razparcelirane Bosne na 3 ločene entitete, ne, ker bojo kupili 3 licence namesto eno samo, ne. Smo pa prodali tudi Angležem software, to je podoben, malo drugačen software, ki teče v Angliji za neke ekološke subvencije, ne? In še bolj zanimivo Mauritius. Otok Mauritius so preko angleške firme kupili torej kompletno storitev land management, kako bi to rekli po slovensko, upravljanje za zemljo, ne? Torej oni so rabili katastar, zemljiško knjigo, vse te zadeve imeti narejene, ker še niso imeli, ne? In oni Angleži imajo letala, pa slikajo, mi pa delamo software in zdaj se vsi hočejo iti kje inštalirati software, ne? Posebno takrat, ker ni deževne dobe, ne? In še nekaj, ne? Če gledate članice Združenih narodov, boste videli, ne? Da je približno 160 članic Združenih narodov, ali tam 180, ne vem, ne? Od tega je 120 otoških držav. Tako da vidite, super biznis. Mi ne trdimo, da bomo delali software za Nemce pa Francoze, ker to so velike države, ne? Ampak zdaj Mauritius je lepa referenca in bomo šli zdaj še vse ostale države, pa ne vem, Sierra Leone, če bojo plačali, ne? Tako, samo te nimajo nafte. Tako da GIS dejavnost je bila tako uspešna, na začetku je bila kot nek majhen privesek k temu, kar je delal Kozolep, ne? Da je postala tako močna, da smo se odločili za to, da firma ne izgubi fokus, da se loči ta del kot ločena firma. Tako da smo prvo naredili spin-out, leta 2008, meni se zdi, ja, 2008, ja, smo celoten GIS dejavnost kot ločeno firmo naredili, celo smo lastniško stvar mečkrat razdelili, še zmeraj so v sosednji sobi, vsak ponedeljek imamo skupaj lačinke, ki imamo skupno tajnico, ampak drugače je zdaj to ločena firma, oni se fokusirajo na to, mi se fokusiramo na pospeševalnike. To je pa spet važno, ne? Po eni strani je fino probati različne biznise, ne? Po drugi strani moraš pa zmeraj paziti, da obdržiš fokus, da se koncentriraš na tiste stranke, ki jih res dobro obvladaš. Aha, veliko govorim. No, zdaj pa čez nabavčar biti veliki tajkun, kako se že reče, pa tako bomo pa tudi mi mali bavčari, ne? Smo kupili eno firmo,
se kliče Wolf, kupili smo pa tako kot Bavčar, smo jo kupili za 1 evro, ne, oziroma za nič, ne, tako da smo se od njega naučili. Ne. Skratka, ena firma je bila mečken težave, je šla v prisilno poravnavo, mi smo ponudili, mi damo noter za 6 mesecev 5 ljudi, damo 100.000 evrov, vložimo v firmo, ne odkupimo lastnikom, damo denar noter in zato dobimo 51%, če nekaj smo naredili. Ne. Potem imamo še opcijo, da v 5 letih firmo lahko odkupimo in to zdaj smo jo jesen odkupili še s 30% popustom, zdaj kaj je krize, pa tako se da mečken senkat. Ne. Potem smo ustanovili nek joint venture za sinhrotrone Trieste, s tržaškim sinhrotronom, in sicer podjetje, ki se imenuje Kima za izgradnjo ondulatorjev. To je spet taka lepa firma, ki so vsi buzzwordi, ne, tako ta firma je res buzzword oriented, je javno-privatno partnerstvo, ne, sinhrotron kot javni inštitut, pa mi firma partnerstvo, tehnološki transfer, ne, iz inštituta v industrijo, ne, potem firma sicer v Italiji, ne, ampak dejavnost izgradnje ondulatorjev je pa v Sežani, ne, to smo zrihtali, da je stvar prišla v Sežano, ne, tako da imamo tudi preko mejno sodelovanje, tako da, mislim, nemaš to nema, ne. Edini narejen nismo dobili nič od župana, no, ampak to je zdaj, si ga spoznal, zakaj, ne. Nič, bistvo je, da sem jaz tam predsednik, tako da, Bavčar je eden, ne, jaz sem pa dva, ne, tako. Zmeram se ukvarjamo tudi z novim razvojem, recimo razvili smo sistem za merjenje tlaka v jadrah za velike jadrnice, recimo smo testirali na BMW Oracle, American Scap, tle vidite kolega skozi lep, kaj tole na jadrnici, mečko mu je bilo slabo. Razvili smo tudi neko še elektroniko za dizel svečke, ne, dizel avto, veste, ima svečko, torej ne tako, kot benzinar, da užge, ne, ampak da greje, ne, in problem je tem, da te zelo natančno temperaturo držati zaradi izpušnih plinov, pa zato, da se svečka ne pokvari. Mi smo to tako rešili, da smo elektronko miniaturizirali in jo spravili noter v svečko, ugradili in merimo temperaturo svečke brez senzorja. Na bistvu uporabimo termoefekt, ki se zgodi na svečki sami in merimo mehne napetosti, ker je možno, ker imamo elektronko blizu, ne. Tako da vidite, imamo cel kup novih idej, ne, in bomo se obogatili, ne, razen, ne. Ampak to bom pa naslednji slajd povedal, ne. Mogoče je to zdaj. Še zmeraj smo študentje, vsaj jaz se počutim tako, ne, razen kadar me križ prime, ne, pa vidim, da stari postajam, ne. Ampak hkrati smo uspeli to, ne, da smo postali profesionalci. Zelo bistveno je to, še zmeraj se trudimo pridobiti talentirane dijake pa študente. Tako bi rekel, tisto vzorc, ki ti uspe, pa ga nekako skozi ponavljaš, ne. Tako da zdaj imamo 65 redno zaposlenih ljudi v 4 podjetjih, oziroma zdaj imamo že 70 mesecev, ja, ampak rečemo približno toliko, ne. In preko 30 študentov, ki delajo v podjetju in ki pride v podjetje, imamo prvo poseben sistem, ki mu rečemo Cozy Academy, kot neka naša akademija, študent pride, dobi neko domačo nalogo, če naredi dobro, dobi naslednjo in tako naprej, če se izkaže, ga damo na projekte, če dela dobro, ga tudi plačamo in tako, ne. Tako da se trudimo nekako stalno dobiti nove študente, vsi ne ostanejo, ne, ampak nekako izhajamo iz tega, ne, da mogoče čez 50 let, ne, bo pa cela Slovenija nekako povezana skozi lebom, pa nam bo še kaj zrihtali, tako so Bavčarju kaj zrihtali, ne. Bistvo je to, da probamo ohranjati to kreativno okolje in te možnosti, ki smo jih imeli na Štefanu, ne, še zmeraj se hočemo truditi imeti akademsko vzdušje, kar mogoče ni tako enostavno pri toliko veliko ljudeh, ampak ponujamo delo v vrhunskih laboratorijih, študenti mladi, ki pridejo k nam, grejo lahko na mednarodne konference, en let je že pa naš rok, pa ga pošljemo kot predavatelja na konferenco, ne, pa nekako skrbimo še, da se naprej izobražujemo. To je zdaj tak, bi rekel, buzzword, ne, naša konkurenca Solica dolina, ni mislim tako, ampak kar hočem povedati to, ne, da Slovenija, ne, je ena točka v vesolju, ne, ki je enakovredna vsem ostalim točkam v vesolju. A vi, kdo od vas pozna Big Bang teorijo, teorijo velikega poka? Poznate to teorijo? Kdo ne pozna, roko gor? Ni ga junaka. Evo, vidite, torej vsi poznate, ne. No, znam vprašati, ne, to sem se naučil kot predavatelj, ne. Skratka, teorija velikega poka pravi to, da na začetku je bila ena točka in ta točka se širi v vesolje, ne, in zdaj v bistvu celo vesolje, vsaka točka, kjerkoli v vesolju, izhaja iz te točke. To vem, da je Slovenija, ne, kot točka v vesolju enakovredna katerikoli drugi točki v vesolju, ne. Tako središču galaksije, kot Silicija dolina, kot Amerika, kot komorkoli drugemu, ne. Bistvo je to, ne, da Slovenci nismo nič slabši od Američanov, ne. Tudi nismo nič boljše, ne, to treba tudi priznati, ne, ampak tudi nič slabši nismo, tudi nič slabši od Kitajcev, samo malo manj nas je, ne. Pač sem bil zdaj zanj v Šanghaju, 20 milijonov ljudi, pa tam smo šli ven v eno kratko, ko bi šli z Ljubljano v Medvode, pa tisti, ker je imel 2 milijona ljudi, ne. Ampak dobro, ne moramo tekmovati Slovenci proti Kitajcem, ampak 2 milijona Slovencev lahko tekmujejo proti 2 milijona Kitajcev, ne. Dejstvo je, da so naše šole in tehnične univerze po mojem zelo dobre. Moja izkušnja je, da ne samo jaz, tudi moji kolegi, kamorkoli smo šli v tujino, nekako smo se zmeraj znašli. A je tako? Ne, sej, lahko bi bilo boljše, ne, ampak lahko bi bilo tudi veliko slabše. In tudi Amerika ni Amerika, ne,
prestižne univerze, ala Harvard, ne vem, pa MIT, pa Caltech so res zelo, zelo dobre, ne? Ampak je v Ameriki veliko več slabših univerz, kot je v Sloveniji. Ne? To se je velja zapomniti. Ne? In jaz mislim, da to je bistvo, ne, da smo uspeli s čisto običajnimi študenti. Res, da smo zbrali najboljše, ne? Ampak ni to zdaj neka specialnost. Ne? Da se, če se potrudiš, če nekaj naštudiraš, pa če nekaj znaš, lahko vse dosežeš. Ne? No, tistih 50 milijonov moramo še, ampak tudi tu bomo še dosegli. Ne? Ne, zdaj pa seveda, zdaj bi lahko predavanje nehal, ja, zdaj morate pa vi povedati, ne? Ali zdaj nehamo tako, ali povem poprist še par malenkosti. Ne? Ja, še kaj povem, dobro je. Ne? Zdaj, seveda, nazvan, ko berete revijo Menedžer pa finance, ne, ali je vse dobro, ali pa se čisto za nič. Resnica pa seveda taka, da je nekaj vmes. Ne. Recimo, ne, konkretno za nas, ne, mi nismo ne mala, nismo ne velika firma. Mislim, zdaj, ja, formalno smo malo in srednje podjetje, torej še vedno malo, ne, ampak če nas je 10 ali pa 20 ljudi, vsak ga pozna. Zdaj nas je že toliko, ne, da že ne moram vsega poznati, treba že mečken reda imeti. Ne. Ne, jaz sem se problem tak, ker jaz sem v bistvu bolj business developer, ne? Jaz nisem direktor dober, ne? Jaz sem podjetnik po naravi, ne? Jaz rad vidim en problem, pa rinem z glavo skozi zid, ne? Da uspem. Ne? Zdaj biti pa ten direktor, pa predsednik nadzornega zbora, pa upravni odbor, pa to, pa tisto pa ne šteka več, ne? Tisto je pa prekompliciran zame. Ne? In zdaj kako nekako pridemo skozi. Ne? No, problem smo rešili na ta način, da smo firmo razdelili na več samostojnih enot. GIS je bil uspešen, že prej svoj oddelek smo ga dali ven. Ne? Vsakeč, ko se nekaj novega dogaja, naredimo nov oddelek in potem najdemo človeka, ki je sposoben ta oddelek voditi. To je bistvo. Bistveno so ljudje, vsaj v biznisu, ne? Pa tudi v znanju so resnici bistveni ljudje. Ne? Lahko zapustimo 10 ljudi, pa če so nesposobni, ne bo nobenega rezultata. Ne? Moramo najti tistega človeka, ki je sposoben problem razumeti in ki ima to energijo v sebi, da stvar vodi naprej. No, jaz sem imel to srečo, da na začetku sem par takih ljudi najdel in potem se tudi več drugih podobnih ljudi veže v to skupino. Ja, pa inkubator, ne? Smo rekli, nam je grebenček zrastel, ne? Mi smo najlepši, najboljši na svetu, ne? Znamo delati pospeševalnike, znamo delati GIS, pomeni, da znamo delati vse. Se veste, 2 točki, pa potegneš premico skozi. Ne? Torej smo začeli delati tiste, se bom tako sem prikazal, tisti sistem za jadrnice, ne? Pa tisti dizel svečke. Ne? Super, ne? Sam problem je tem, ben tega ne hotel kupiti. Ne? Oni na Oraklu so rekli, super fantje, ne? Ampak zdaj imamo pa 3 merane in to zdaj ni važno. Ne? Mislim, jadro niso več problemi so drugi, pridite čez red. Ne? Oni za dizel svečko so rekli, bomo mi imeli kontakte z Peugeotom, pa bomo nekaj rekli, pa če bo oni hoteli kupiti, bojo kupili. Ne? Pa ben nič ni kupil. Ne? Izkaže se to, ne? Spet tisk smo rekli, ne? Tehnologija ni bistvena. Ne? Lahko nekaj razviješ in potem čakaš, da bo ljudje ugotovili, da je to super. Ne? Danes tega ni več, ne? Pa že verjetno tega nikoli ni bilo, samo nam se je zdelo, da je to tako bilo. Ne? Potrebuješ ljudi, ki se jim reče business developer, nekdo, ki vidi potencial tvoje ideje, ne? In gre na trg in ljudi prepriča in jim dokaže, da je tvoja ideja dobra. Zdaj, če si podjetnik, moraš to sam biti, ne? Zdaj, mi, ki imamo večjo firmo, pa imamo več projektov, jaz sem lahko business developer za eno stvar, ne moram biti za vse, ne? In ne rabimo ljudi, ki to znajo biti. In v bistvu je rast naše firme omejena s količino ljudi, ki znajo nove posle ustvariti. Ne prodajo, ne? Eno so prodajalci, tudi tako ljudi rabiš, ne? Ampak je dejansko nov posel noter pripeljati. Mi smo v oski niši pospeševalnikov, tisto lahko naredimo, tam lahko vse poberemo, ne, rekel smetano poberemo, tam smo mi blagovna znamka, vsi nas poznajo, ne, smo 20 let zraven, tako da tisti trg lahko zasedemo, ampak je omejen, ne, toliko in toliko je velik in tisti bomo naredili, ne. Ven se širiti iz tega, ne, pa ne pomeni to, da si bil enkrat uspešen, da boš avtomatično tudi drugič uspešen, ne. Moraš spet na novo razumeti trg, imeti človeka, ki ta trg pozna in tako naprej, ne. Tako da se je skazalo, da mi teh business developerjev nimamo, ne. In pri GIS-u smo imeli srečo, zato smo dobili človeka, ki je točno to vedel. In smo na osnovi tega zgradili biznis. Ne. No in zdaj smo malo bolj pazljivi, ne, ampak imamo še par asov v rokavu. Ne. Pa problemi so recimo pravila, ne, zdaj, ko nas je več, rabimo red, organiziranost, ne, po drugi strani pa hočemo držati kreativnost, hočemo imeti tisti, corporate bullshit, ne, zdaj pa ne, vsak mora ob 8 priti, pa je treba štempljati, ne, kako se ta problem reši, ne, a veste, kako se ta problem reši? Da ne bomo zdaj tako imeli neka butasta pravila, kot kakšna državna prava, ne, pa da se bomo še zmeraj imeli fajn, ampak da pa ne bo nekakega kaosa. Veste, kaj je rešitev? Rešitev so spet ljudje. Trik je v tem, da sploh ne zaposliš ljudi, ne, ki so mone. Ne? Se veste, kaj je to mona. Ne? Ne? To, ja, ne, res. Ne? Če zaposliš ljudi, ki so mogoče ta pravi, pa ki imajo mogoče ta pravi izobrazbo, ampak ne pašejo v ekipo noter, pa so ljudi, ki eni radi delajo, eni ne marajo delati, eni hodijo služijo samo zaradi denarja, eni se bojo cenkali za denar, ne, eni ne. Če zbereš ljudi, ki pašejo v kulturo firme, se bo ujeli in bo šla kultura lepo naprej. Ne? Če povzameš ljudi, recimo, največja nevarnost za firme je to, da hitro in uspešno raste. Biznis laufa, rabimo ljudi, dajmo zaposliti, ne? Recimo Harme Soft Lab.
Briljantna firma, ne? Briljantni ljudje, briljantni posli, ampak jim je tako dobro šlo, da so pobrali vse, ki so znali približno napisati, kaj je programski jezik. Ne? In se potem kvaliteta pade, potem interno več ne štima, dobiš neki menedžere, ki pojma nimajo, ljudi okoli komandirajo in kaj, kdo začne odhajati? To dobre ljudje, ne? Tisti, ki so naredili na začetku kulturo, ne? Potem vrata neka kultura poprečnežev, ne? Recimo, ne? No, mi smo imeli to srečo, da nam posel ni tako dobro šlo, ne, da smo se morali skozi boriti, ne, pa smo razvili to kulturo borbe in zdaj se res trudimo take ljudi dobiti. Zdaj, če en pride v firmo, pa se skaže kasneje, da ni ta prav, ne, žali Boga, ne, mislim, oprosti, mi njemu prvičemo pa rečemo, ne, vse se ne bomo kregali, če ti nisi z nami zadovoljen, ne, mislim, ziher obstaja nekje na svetu en konc, kjer pa boš zadovoljen, ne. Ampak to je bistvo, ne, torej spet smo pri ljudeh, ne, tako, to bom še preskočil, ne. Ja, zdaj pa, koliko imam še do konca? 50 minut? Dobar, pa zdaj še par bi rekel modrosti, ne, za napot, ne. Torej, ja, a bi se odločil za isto pot, če bi še enkrat začel, ne? Zdaj, če bi še enkrat začel, pa itak ne bi vedel tega, kar zdaj vem, bi se spet za isto pot verjetno odločil, ne. Če bi pa vse vedel, kar zdaj vem, ne, se pa za nobeno pot, bi pa lepo tam na krasu stal, lepo pri sosedu, pri šuterju, pa te rampil, pa sem imel fajn, ne, pa se ne bi sekiral, ne, ampak, tako je že en kolega moj povedal, ne, je rekel, imaš dva tipa lenuhov, eni ljudje so taki, ki pravijo, zakaj bi danes delal, se lahko jutri delam, ne, eni so pa taki, ki pravijo, dajmo danes hitro vse narediti, da imamo jutri mir, ne, no, in jaz sem ta druga sorta, tako da naslednji dan me pa spet nov del čaka, ne. Bistvo je to, no, ljudje so vse, ne, ampak sem res rabil dolg časa, da sem to razumel, ne. In če gledamo starše, ne, seste, sem se z očetom kredu, oče ekonomist, ne, jaz pa fizik, ne, si predstavljate, ne, tam oče mi razlagal, pa to bom, ne, foter, pojma nimaš, ne, veš, ne, biznis, dej, brez veze, tam je nekaj, dej, to fiska, to je to, ne, ta prava, ne. No, ampak dobro, ne, zdaj vem, ne, sem mu priznal pravočasno, ne, da je imel prav, ne. Učitelji pa mentori, ne, tudi zelo važno, ne. Jaz sem imel srečo, no, da sem imel res dobre profesore v osnovni šoli, v gimnaziji, na univerzi. Ne. Tako da iz tega sem se veliko naučil, ne samo znanje, ampak tudi etiko so mi dali, ne, bi rekel poštenost, kako se treba obnašati. Vzorniki itak, ne, bistvo pa je to, ne, vzorniki so zato, da se mi učimo iz tega, kar so prav naredili, pa iz tega, kar so naredili narobe. Ne verjemite v legende. Ne vem, gledajte, pop zvezdnik, ki je prišel, kje je zaigral 3 komade, ne, pa bi se to naslavil, pa ful, ki širil milijone in tako naprej. Bill Gates isto, ne, imel idejo, neko genialno, nekako že tam neki doma basic programiral, ne, pa zaslužil, ne. V resnici, ne, da je prišel do kje, ne, je bilo trdo delo, eno, ne, in drugič, ne, je bilo 1000 drugih takih, ki so imeli isto idejo kot on, ki so enak delali kot on, pa jim ni ratalo, pa zdaj o njih ne vemo, ne. Ne veste, kaj je legenda. Legenda, v tisti, ki so uspeli, se govori o legendi, v tisti, ki ne, ki jih je za cel kup, se pa ne govori. Ne. Tako da bodite previdni, ja, ne vas motivirajo uspehov ljudi, ampak ne verjeti, da kar tako samo od sebe pride, a ne, da se treba truditi. Ne. Pol sodelavci, ne, spet ljudje, ne, to je ključno. Ne. En dober šef, in to je že Jelko rekel, ne, Krnel, ne, mentor moj za diplomo in doktorat, ne, rekel, jaz zmeraj zberem ljudi okoli sebe, ki so pametnejši od mene, ne, pol stvari samo od sebe laufe. No, to sem se od njega naučil in jaz se res trudim dobiti ljudi, ki so boljši, jaz sem samo še govoriti, se vidite, to sem dober, ne, to znam, ne, govoriti pa predavati znam in to delam, ne, tukaj sem se specializiral, ne, ostali kolegi pa dobro delajo, ne. Nič, in tudi to, ne, kontakti, ne, včasih smo rekli VIP, veze in poznanstva, ne, ampak v resnici v biznisu ne gre za veze in poznanstva, gre za to, da ljudje delajo posel s tistimi, ki jim zaupajo. Zaupajo ti, če te poznajo. Ne? A je tako? Dobro, zdaj stric je nekaj zrihtu. Ja, pa sej, komu pa ne zrihta? Ne zrihta enemu tujcu, ali kaj? Edin, ker je fora ta v Sloveniji tako majhna, ne, da preko 2 kontaktov prideš do kogarkoli. A drži? Ne? In zato imamo takoj veze in poznanstva. Ne? V tujini, ne, rabiš pa 3 kontakte, ampak še zmeraj, če gledate, kdo sedi recimo na nadzornem svetu Mercedesa, neki bankirji, ne. Zakaj? To so tisti bankirji, ki pol njim tudi denar posojajo, ne. Kdo sedi na nadzornem svetu bank? Velike firme, tiste, ki rabijo njihov denar, ne. Na koncu pač delajo ljudje med sabo. Zdaj lahko rečete, da je to pokvarjeno, lahko pa rečete, da je to zakon narave, zakon človeštva in če se temu prilagodite, boste tudi uspešni, ne. Tako, zdaj pa par navodil, kako postati podjetnik, zdaj pa v bistvu recept, ne. To sam kljukate zdaj, ne. To vam zdaj povedal, ne. Torej, to se dajte zapomniti, ne. Človek postane podjetnik skozi delo, ne. En tipičen podjetnik, ne, potrebuje vsaj 10 let izkušenj, ali pa raje 20 let izkušenj v svojem fohu, na svojem področju, ne, zato da spozna trg, da razume, kaj ljudje res potrebujejo in kaj na trgu ne obstaja.
Redke so izjeme, ki je prišel v štacuno pa videl, da Coca-Cola pa rekel, jaz sem pa nekaj podobnega naredil. Ne? Oziroma, legend takih je pa neskončal, ne? Ampak resnica je pa druga. Ne? In tudi recimo hackerji, ne? In software startupi so kakor izjema. Ja, kako pa to 16 let mladi mulci naredijo firmo pa ful zaslužijo. Ne? Dejstvo je to, ne? Da te ljudje, ki so naredili firmo, so vsaj že 10 let programirali. Ne? A je tako, eni so že v vrtcu, ampak dobro, če se hecam, pri 10-12 letih ljudje začnejo programirati. To pomeni, da če star 20 let, ima že 8 let delovnih izkušenj. Prvič. Drugič, mlada generacije vejo, kaj drugi mladi ljudje hočejo, recimo, ne, telefoni pa tisti SMS-i pa vse tisti, jaz sem že prestrk, ne znam tega, ne. Malarija pa vlada SMS-e pa ringtone, ne, in tudi vejo, kaj bo drugim malarija kupovala, ne, zato lahko narediš firmo, ne. Tako da, ker nov trg nastaja, je to možno, ne, ampak še zmeraj velja, da moraš ti neki stvar razumeti, ne. V splošnem, ne, obstaja seveda tudi izjeme, ne, hvala Bogu, da boste vi izjema, ne. Še to, ne, kot potrošniki smo navajeni, ne, gledati na trg potrošnikov. Ne. Vsak od nas hodi v štacuno, ste bili že v Interšparu, ste bili že v Tušu, ne, in nekako tako razmišljate, biznis, jaz bom nekaj naredil, kar bojo v trgovinah prodali pa ljudje kupali. Ne. Temu se reče strokovno B2C, ne, business to customers. Ne. To je najbolj zahteven biznis in najbolj denarno intenziven. In večina firm, predvsem startupov in malih firm, tega ne počenja, ker je nemogoče. Kako ne jaz eno stvar naredim in potem poskrbim, da bo vsi ljudje na svetu to kupali. Ne? Izjemno težko, rabim distribucijo, rabim produkcijo. Ne? Najbolj normalno je to, ne, da pač jaz kot raziskovalec, ko sem zašel v biznis, sem začel prodajati drugim raziskovalcem, ne? Ker poznam kupce, pa ker razumem, kaj oni rabijo. Ne? Nekako najbolj čajem pa to podjetje, povem, da podjetje prodaja drugim podjetjem, ne? Pač se specializiraš na eno stvar in prodajaš. Ne? No, to, ne? To bom preskočil, ne? To sem pa tudi že povedal. Ne? Imamo super tehniko, super produkt, zdaj pa iščemo problem, ki ta naš produkt rešuje, ne? Zato da bomo zaslužili. To ne funkcionira. Ne? Vsak nekaj razvije, vsak nekaj naredi, se zarupa svojo kreacijo, ne? Tako kot Pigmalion, ki se zarupa v tisti kip, ki ga je naredil, ne? Ampak drugi ljudje se pa niso zarubili in tega nočejo kupiti. Ne? Tako, ne? Še ena stvar, poslovna znanja, ne? So zelo koristna, ne? Naredil sem MBA, kaj sem tam dobil? Predvsem samozavest. Ko sem šel, jaz sem mislil, vzem pa slab študent, ker sem fizik, ne, pol na koncu sem pa diplomiral z odliko, ne, in nekako sem videl, da je menedžiranje ravno tako neko delo, ki se ga človek lahko nauči, ne, pa nekako izpilaš, ne. In če si samozavesten, si lahko odkrit, ne, ker tako nimaš problema, ne, in če si odkrit, ti ljudje zaupajo, tako da imaš neko pozitivno povratno zanko, to je bistveno, ne. Seveda, mislim, oziroma tako, ne, če se že lažeš, se tako laže, da mene mora pogruntati, da še lažeš, ne, to je pa zdaj drugo to, ne. Zdaj boste rekli, da vam pamet solim, ne? Res je, ne? Kmečka pamet je tista, ta prava pamet, ne? Mislim, to je že Kuščer razlagal, ne? Napišite tako, kot bi kmet napisal, pa bi bilo vse jasno, ne? Zdaj, če ste vse to vedeli, kar govorim, ne? Zihar ste vse že to vedeli, ne? Pa, ne? No, fino, ne? Pa dajte narediti, ne? Ne reči, ja, valjda, dajte se vse tako, kot jaz, ne? Ker to je bistvo podjetništva, ne? Ne, da v principu vemo, da se da, ne? To veste tisti od matematika, ne? Ka hišo gori, pa sprejete gasilni aparat, pa tako naprej, pa grem in pa reče, se to je pa trivialno, ne? Pa gre naprej, ne? Treba se dolo sest pa stvar zares narediti, ne? To, ne? Vedeti je res preprosto, ne? Znati, ne? Že mečkam delati, ne, se treba dol pa knjige študirati, ne, to zdaj vi delate, ali kaj študentje, ne. Pa, ne, ampak edin, kar šteje, pa kar res denar pa ne se pa to, da se to naredi, ne. In če ti prodajo svojo idejo, ne boš za to zaslužil, češ pa to idejo v dejanju, pa bojo pa ljudje plačevali za to, ne. To, no, sicer pa je anekdot iz zgodovine dosti, ne, Kolumov, Jalce, Bernard Shaw in tako naprej, ne. Tole bom preskočil, zdaj pa še tako, ja. Zdaj pa zadnja folija, ne. Če se spomnite, ne. Jaz sem vam v povzetku, ne vem, če ga kdo prebral, ne, obljubil statistično metodo, ne. Torej, prvič sem rekel, da bom priznal, da smo imeli srečo, da nam je ratal biznis, ne. To sem priznal, ne, a sem ali nisem. Če nisem, zdaj še enkrat eksplicitno povem, ne. Se ste videli, se nam je usrali, ampak če ne bi probali, se nam mogoče ne bi usrali, ne. Druga pa je statistična metoda, kako lahko vsak uspe, ne. Čisto enostavno. Vi veste sami, ne, če je verjetnost, da se ena stvar zgodi zelo majhna, ne, kako potem povečamo verjetnost, ne, da to isto stvar večkrat probamo, drži, ne. No in isto velja v biznisu, ne. To je ta statistična metoda, ne. Enostavno treba je različne variante probati. Imaš eno idejo, greš v to smer, imaš eno drugo idejo, ste videli, smo probali pospeševalnike, pa je malo šlo, pa smo probali CERN prodati, pa oni niso hoteli, smo prodali drugmo, ne. Smo naredili geografske sisteme, je šlo, smo probali tiste svečke, ni šlo. Zdaj, če bi eno samo stvar probali, pa vse stalo na tisto stvar, ne, če bi ratali, bi prišli, bi rekel, zgodovinske knjige, ne, če pa ne bi ratali, ne, pa bi ne vedel, da nam ni ratal, ne. Tako da statistična metoda je ta, ne. Trudite se, delate, pa velikrat delate, ne, pa
prej se bo pokazala sreča, ne? Ampak res prej, tako da morate veliko na tem delati. Evo, to je to, no, mislim, brez matematične sprave upam, da mi profesori prostijo, ne? Da sem to poljudno povedal. Ne? Zdaj pa smo rekli, se veliko trudimo in pol nam rata in pol smo uspešni. Zdaj pa vprašanje je to, kaj pa je zdaj sploh uspeh. Ne? Zdaj, a sem jaz uspešen ali nisem uspešen? Ne? Jaz sem sina starega 30 let, nekaj ima on na gom, pa reče, fotor, gubi se, ne? Zdaj, a to še en kot uspeh, ne? Ali to ne uspeh, ne? V življenju, ne? Ali to normalno, ne? Dejstvo je, ne? Če greste v podjetništvo zaradi denarja, ne? Potem ste naredili prvo napako. Uspeh definitivno ni denar, ne? Dajmo si to zapomniti. Prvič in drugič, če hočeš biti podjetnik, si podjetnik zato, ker hočeš spremeniti svet, ker vidiš, da nekaj ni tako, kot ti hočeš, da je, pa hočeš to spremeniti. Vse na koncu pade denar, kar samo od sebe, ne? Evo, imam polne žepe denarja, recimo, ne? Ampak v bistvu, če delaš zaradi denarja, ne boš delač prišel. Razen, če gre za finančnika, ne, se veste, ti svic, ne, nekak pek, ne, gre peč žemece na konc dneva, kam malo ostane, ker niso vsega prodali, odnese domov par žemec za družino, ne. Mesar isto, ne, pač na koncu ostane na kost, pa malo za župcev, pa nese domov, ne. Finančnik gre delat, na konc dneva ostane, pa nese vrečo denarja domov, ne. Tako da to so delali nekaj časa, zdaj pa so imeli težave, ker so preveč vreč odnesli, ne. Tako da jaz mislim, bistvo življenja ta, da najdete nekaj, kar vas veseli, ker če boste delali stvari, ki vas veselijo, boste uspešni in ker boste uspešni, boste zadovoljni in ker boste zadovoljni, bo ljudje okoli vas zadovoljni in potem boste vi spet nazaj zadovoljni in potem boste res tečno življenje. Kariera, denar, slava sta irelevantni. Jaz sem se preselil lepo na Kras, tam v vasici mehni živim, niti svojega avta nimam, pa ne zato, da zaradi okorije, ne, da če me zaplenili, ne, ampak enostavno ga ne rabim, sicer mi žena avto posodno, tako da je to v redu, ne. Imamo 3 ovce, pa ne vem, 3 pšance, vsak dan en jajc, lepo za zajtrk, več itak ne smem, jaz žena me krega, da sem debel, ne, torej zakaj bi delal, ne zaradi denarja, ampak zato, ker me delo veseli. Zato, ker rad hodim tudi na take programe nekaj danes, pa se hvalim, koliko sem pameten, pa tako naprej, ne, se ste videli, pa rad delam z mladimi, pa rad sem uspešen, pa rad mi nekaj rata, ne. To, po moje, to je tisto, kar mene žene, zdaj, a vas, kaj drugega žene ni važno, najte tisto, kar vas žene, najte tisto, kar vas veseli, pa boste srečni. Hvala lepa. Zdaj pa mogoče se lahko usedeva, pa še malo pokravljamo. Mogoče pa tiste, ki Firbec bolj martra v unem prvem delu, več se bilo govora o kontrolnih sistemih, kakšno besedo, kaj se kontrolira pri teh kontrolnih sistemih, oziroma kaj to sploh pomeni. Ne vem, če vsi si predstavljamo, kaj je za tem, razen kupa žic, ki visi. Kaj sem izpokazal? Ja. No, tako, v bistvu princip je, zdaj, ko vsi poznate, mislim, ne vem, tele Xbox pa igrice, ne, imate unga daljinca, ne, mislim, kontrolni sistem je recimo daljinc na televizorju, ne. Imaš daljinc, prižgeš en program, drug program, ne, skratka, iz nekega centralne lokacije, pospeševalnik ste videli, so velike zadeve, ne, tudi, ne vem, 30 km veliki in je treba prižigati, ugašati naprave, treba videti, kako naprave prav delujejo, to je, da vsaka naprava mora imeti nekje en krmilnik vgrajen ali pa v bližini. Ta krmilnik meri stanje naprave, nadzoruje napravo, jo prižiga, pogaša, zdaj vse te krmilnike je treba povezati v neko celoto, ne, ponovadi z internetom, in potem vse te informacije prikazovati na enem oziroma več ekranih v kontrolni sobi. To je v bistvu kontrolni sistem. Torej zajem podatkov, obdelava podatkov, prikazovanje podatkov, specifično seveda za pospeševalnike v našem primeru. Ne. No, ker tu se takoj postavi vprašanje pravzaprav te konkurenčnosti. Očitno biti uspešen na tem področju pomeni obvladati vrhunsko znanje in to znanje, vemo, računalništvo grozno hitro napreduje, kar pomeni neprenehno učenje vseh, ki so vključeni v ta proces. Ja, to pa definitivno. Torej spet tle prednost je ta, da skozi mlade ljudi jemljemo, ne, in dobimo znanje od, recimo, jaz sem že star pa betežen, pa vprašam tam mlade tih, kaj pa sem slišal nekaj, kaj pa je to, pa mi lepo povejo, ne. Definitivno, jaz mislim, da ja, treba je slediti, kaj se dogaja, pa mislim, da res to, no, treba je dobivati nove ljudi, ki imajo nova znanja, ne, in nekako to poslušati, ne. Je pa še to, ne, konkurenca je, če gledamo konkurenco samo v softwaru, je huda, ne, ampak mi imamo samo 2 vrste konkurentov. Eni so, recimo, velike firme kot Siemens ali pa sistemski integratorji, ne, Hermes Software, recimo slovenski SI, ne. Ampak te firme znajo v principu programirati, ne vejo pa, kako deluje pospeševalnik. Tako da naša prednost je v tem, ne, da mi znamo zgraditi kontrolni sistem, ne da bi nam povedal specifikacije.
Ne? Samo 3 parametre, 4 parametre pa znamo nekaj narediti. Ne? Tukaj je v bistvu tako, da kombinacija znanja programiranja, ne? Pa še kombinacija znanja, kako deluje pospeševalnik. To je v bistvu naša prednost. Ne? No, zanimivo pa druga konkurenca naša so pa interni ljudje v pospeševalnikih. Ne? Ljudje, ki so že tam zaposleni, ki itak že delajo kontrolne sisteme, ne? Oni vse to znajo. No, tukaj je pa naš argument ta, da mi smo pa firma, smo organizirani, imamo res dobre kadre in znamo v bistvu za isti denar, kot so njihove plače, narediti stvar v krajšem času, tako na ta način bolj učinkoviti. No, zanimivost je seveda tudi sama organizacija podjetja, ne? To, da ima veliko število študentov, ki razvijajo. Ne? Zdaj pri tem se človek vpraša, kako pa je s to kontinuiteto znanja. Ne? V eni firmi nekdo, ki ostane, nadgrajuje. Zdaj pri študentih seveda kratek čas, učinkovito da gre. Pride nov študent, ki treba učiti se znova. Ne, torej mi se trudimo, da študenti ostanejo. Ne? To je bistvo. Ne? Torej ni tisto, da bi rekel, mislim, obstajajo tudi taki modeli, ne? Poceni delovno silo, študenti noter izkoristiti 3 napotnice pa pokašijo odmažo. Ne. Torej večina ljudi, ki pri nas konča na to našo Kozi akademijo, je ostalo v firmi. Nekako smo imeli srečo, ne, da približno toliko ljudi, ki so ostali v firmi, ne, smo tudi uspeli zaposliti, ker se je firma širila. Ne, definitivno. Jaz mislim, da investicijo, ki jo damo v človeka, je zelo, zelo draga. Ne. Torej, tudi to, da se ukvarjamo študenti, pomeni, da nekdo od redno zaposlenih se mora pač toliko in toliko ur na teden porabiti za te ljudi. Ne. In to je naš kapital v resnici. Ne. Tako da ta kapital seveda ga moramo paziti. Ne. Kako recimo zgleda, ko mladi, recimo nek mlad ali doktor znanosti ali pa prej diplomant pride in verjetno iz naravoslovja ali tehnike nima nobenih podjetniških izkušenj. Ali bi tu recimo pri šolstvu bilo potrebno upeljati take stvari ali dovolj, da se jih nauči pozneje? Ne, jaz mislim, da torej, moje mnenje je ta, da bi bilo treba predvsem podjetništvo že v vrtcu uvajati. Ne. Torej najboljše se, glejte, večinoma je tako, ne, da otroci od privatnikov so tudi privatniki. Ne. Zakaj? Zato, ker enostavno v takem okolju rasteš gor. Ne? Zdaj v starih časih je bilo nekako, ni bilo, bi rekel, privatniki so bili nekako neka druga kasta, ne? Je bilo bolj eminentno biti ali znanstvenik ali zdravnik in tako naprej. Danes je pač moderno biti podjetnik. Ne? Tako da, če je to moderno, pa če hočemo več podjetnikov, po mojem je treba res mlade ljudi vzgajati, ker podjetništvo je način razmišljanja, ne? In take stvari se naučiš v zelo mladih letih. Razumeš, mislim, eno so strokovno znanja, ne, kako se dela, ne vem, bilance in tako naprej, to se lahko naučiš kadarkoli, ne. Ampak željo, potem feeling za to, po moje, treba pa čim prej, ne. Ne, evo, moje mnenje, ne. No, ta stvar je tudi povezana na koncu ravno s tem prenosom znanja, ne. V Sloveniji opažamo zelo pogosto, da so raziskovalni deli so dobri, podjetja bi rabila znanje, kontakta vmes nekako ne funkcionira dobro. Ja. Kako tak stik vzpostaviti? Podjetje vaše je bilo idealen primer, ko je dobesedno to naredilo celo pot. Ne? Ja, ampak kaj pa eni veliki inštituti? Kako priti bližje industriji? To je problem. Vsi inštituti imajo pisarno za prenos tehnologij in tako naprej. Ne? Najbolj uspešno še zmeraj mislim to, da tisti ljudi, ki so stvar razvili, ne, da jo spravijo na trg. Ne? Ker imajo, bi rekel, neko osebno motivacijo, da dokažejo, kar so naredili, ne? Pa še osebno stimulacijo, lej, tlele, to si razvil, naredi firmo, zasluž. Ne? Drobnak, ne, poznate poteze, tako on je tam eno svetov šefa enkrat rekel, stvar se bo spremenila takrat, ko bodo prvi znanstveniki prišli s Porschem v službo, ne, pa bo ostali videli, pa jih bo to pritegnilo. Mogoče, jaz sicer ne verjamem to, ampak se strinjam, to je največji problem. Mimogrede, ta problem ni samo v Sloveniji, ne. Ker sem z Nemci govoril, so rekli, ja, da imajo, kaj so še neki tak lep nemški, zrasti 3 besede nemške, druga za drugo, se tako fino sliši, ne, nek deficit, nek transfer deficit. Skratka, Nemci jamrajo, da njihove univerze so preveč akademske in da industrija nič od tega nima. Čeprav mi Slovenci mislimo, da Nemci so bolj dobri, ne. Pogreš pa Američanom, ne, oni pa spet jamrajo, ja, tam ti inštituti to po svoje, pa našo industrijo. Torej izgleda, da je to nek, mislim, ni enostavno, no, tako, ne. Jaz mislim, da je res treba pomagati znanstvenikom, ne, pa magari tako, ne, imaš recimo profesora, ki nekaj razvije, potem je pa en izmed študentov, pa ki je malo podjeten, pa reče, da profesor, ti ostan profesor, ampak lej, ti vzem, pa z tega naredi biznis, ne. To je to, ne. No, sej mogoče še tako za zaključek tega dela pogovora, taka podjetja, visokotehnološka, to je verjetno način, kako se Slovenija lahko spravi iz krize ven. Zdaj ves čas se govori o tem, kako imamo premalo dodane vrednosti. Pri takem podjetju verjetno je to glavnina, da je dodana vrednost velika. Ne? Pri nas je samo dodana vrednost, ne? Mislim, vhodni stroški so praktično, mislim, najemnina in tako naprej. Ne? Mi dejansko prodajamo, ja, naše znanje. Ne? Ampak, a to pomeni živeti recimo v Sloveniji kot na trgu, je to dobro okolje ali bi bilo potrebno tudi
pogoje zakonodajne in podobno za razvoj takih podjetij kaj spreminjati? Kakšen je občutek pri tem? Vi ste sicer zelo mednarodno usmerjeni. Jaz mislim tako, pod prvo se moramo Slovenci zavedati, ne, da smo državljani Evrope. Ne, to je pod prvo. Ne. Torej, jaz nikoli mislim, seš, ne, kaj, greš čez mejo, pa mislim, vse smo zmeraj švercali, ne, se za nas itak, ne, meje niso obstajale, ne, že v starih časih, ne, smo šli v trg, smo kupili, smo pa resli nazaj. Ne. In tako moramo na stvar gledati, ne, če mi rečemo, ja, mi Slovenci pa slovensko okolje, ne, mislim, če treba iti v Bruselj, gremo v Bruselj, če treba iti v Pariz, gremo v Pariz. Ne? To je prva stvar, ampak to niti ni važna država, to je v naši zavesti ena stvar. Ne? Druga stvar je pa, država pravzaprav lahko pomaga tako, da nič ne pomaga. Ne? Mislim, manj, kad država naredi, ponovadi je boljš, ne komplicira. Ne? Ne, zdaj, ali ponastav davke, ali ponastav, bi rekel, pretok kadrov in tako naprej. Zdaj, receptov itak ni, ne? Sej, vsi hočejo nekaj narediti, pa se ne da. Ampak jaz mislim, da Slovenija ni tako slaba, ne? Če se ne sekira zato, ker se dogaja v Sloveniji. Ne? Zdaj, v Sloveniji nisem dobil denarja, sem šel pa v tujino, sem ga pa tam dobil. Ne? Tako da mislim pa, da Slovenija ima izjemno dobro lokacijo. Tujci, ki pridejo k nam na obisk, so fascinirani. Ne? Prvič, itak ben ni vedel, kje je Slovenija, pa Slovaška, pa Litvanija, pa tam nekje, ne? In da sem imel za neke reveže. Ne? Ker vid, to je napaka naše države, ne? Napaka našega PR-a. Spet, če lahko citiram Mija Kopina, ne? On je rekel, da je govoril z ministrom, ne? In je rekel, ko sem prišel na Florido, ne? Sem bil ves razočaran. Ne? Tam nek močvirnat, vse zanikren in tako naprej. Ne? Zakaj sem bil razočaran? Zato, ne? Ker so se Florido prodali kot nekaj fantastičnega, pa prideš, kaj pa vidiš, da ni. Ne? Ne? Kaj pa tujci, ki pridejo v Slovenijo, so navdušeni, vpraša minister. Ja, navdušeni, vidiš, tvoja napaka, ne? Ker če navdušeni pomeni, da je naš PR bil preslab. Ne? Dejstvo pa je, še enkrat, ne? Slovenija je izjemno lepa država, lepo je tukaj živeti, klima je lepa, dobro, Slovenci, mislim, tako smo kle doma, ne? Ampak je lepo za živeti. Zakaj bi torej hodili v tujino? Pa imamo v tujino služiti denar, ne? Ampak živimo pa tukaj, ne? Tako, kot mi delamo, no? Mislim, sej, ne? In pa ni pa vsem, kaj se kle dogaja. No, vsaj za mene. V redu. Vprašanja iz publike, prosim. Kaj pomeni Kozji lab in kje imate prostore? Kozji lab, kaj pomeni? Ja, torej, ime Kozji lab je nastalo 3. oktobra ob 12:30 na avtobusni postaji v Brugu. In sicer, takrat, ko smo ustanovali podjetje, smo razmišljali, da bomo morali imeti tako ime, ne, da je domena .com še prosta. Ne? Zato, ker že takrat smo hoteli biti globalna, ne .s, skratka, svet je naš, ne, mislim, ne, tako, ne. In smo nek 100 možnih variant, ne. Kozji, drugače pride kratica, Kozji pomeni control system, ne, CO je control system, ne, in potem Kozji Corp, Kozji, Kosis, cel kup variant je bilo, no, mislim, tudi neumne imena smo izravili, ne. In Kozji Corp je bil še frej, no, ampak nekako tista beseda Corp, Corporation se mi zdel, ne, ker naše stranke so pa le laboratoriji, da se sliši, da smo preveč pohlepni, ne. No in pol sem se peljal, takrat sem šel v PSI, v Švico, ne, in sem pač priletel v Zürich, z vlakom sem se peljal v Brug, tam sem prestopil na avtobus in ene pure sem čakal na avtobus. 3. oktober 2001 je bil najtoplejši oktober sploh v zgodovini Švice, ali kaj, ne. Sonček je se res je bilo toplo, jaz sem tam na klopci sedel, ne, in takole sem gledal in pol nekako mi je bilo toplo, tisto življenje je bilo lepo, ne, nič mi ni manjkalo življenju in sem dobil prešik, seveda, ne Korp, ampak lab, ne, mi smo na vsezadnje za Boga laboratorij, ne. In še zdaj marsikdo nas se vi ste pa nek znanstveni laboratorij, ne, ja, smo pa nismo, ne, če te plačali smo, ne. Tako, to je to, ne. Torej, to je ime Kozji lab, ne, drugače lokacija je pa Teslova 30 v starem tehnološkem parku v Ljubljani. In sicer veste, kje je bil včasih Vakuumski inštitut, ne? Zakaj je tam lokacija? Ko so naredili nov tehnološki park, se mi nismo selili v ta nov tehnološki park. Razlog je pa ta, zraven je fizika, matematika, ne? Mislim 50 metrov, ne? Čez cesto je elektroračunalništvo, ne? In študenti hodijo k nam. Ljudje imajo 1 uro fraj, ne? Pa pridejo v Kozji lab, ne? Kdor za nas dela več kot 15 ur na teden, študent dobi laptop, prenosnik. Za veliko, kjerkoli privatno in službeno uporabo. Ne? In na ta način dejansko smo v stiku študente, ne? To je zelo dobra varianta. Ne? Tako da tudi za vas, ne? Mislim, kampus je ključna zadeva. Ne? Torej, imaš kampus univerzitetni, kjer je vse skupaj, pa high-tech zraven, tehnološki park in se stvari dogajajo. Ne samo od sebe, ne? Pa tudi ni za tisti, da zdaj pa si neko, ne tako bi rekel, kukar v komuna v 60 letih hipijska, zdaj se znanje širi, ne? Ampak počas pride do stikov. No? Čez celo predavanje se je govorilo o podjetjih visokotehnoloških, ne? Pa me zanima, kako je zdaj mogoče z nizkotehnološkimi, kjer se ne prodaja samo znanje, kakšen produkt, imate kakšno misel o tem, ali je tukaj lažje začeti, težje, business to consumer ste rekli, da ima težje začeti? Torej, biznis je biznis, ne? Za mene, če biznis uspešen, vse je visokotehnološki ali nizkotehnološki, ne? Mislim, tudi ljudje mešajo, ne? Visokotehnološko za visoko dodano vrednostjo. Ni res, ne?
obstaja visokotehnološki biznis, kjer je zelo nizka dodana vrednost. Ne? Pač imaš neko tehnologijo, ki ljudje noče kupiti, pa ne vem, še ne razume, zakaj je tako dobro in moraš poceni prodajati. Ne? Potem pa recimo Coca-Cola, ne? Mislim, da je primer, bi rekel, neke, dobro, tisti tajni recept imajo kao, ne? Ampak drugače to ni neka visoka tehnologija, ne? Nek prašek mešaš z vodo. Ne? Pa ima zelo dobre marže, zelo visoko dodano vrednost. A je tako? Ne? Tako da jaz ne bi tega mešal. No? Mislim, če delaš dober biznis, če imaš dobro dodano vrednost, imaš lahko tam, kjer si uspešen. Uspešen si bo lahko na več načinov. Ne? Nekje sem prebral, dober si v 3 primerih, če si najboljši, najlepši pa najcenejši. Ne? Ne? Zdaj, najboljši je visokotehnološko. Ne? Nekaj imaš, ki drugi nima, imaš patent ali karkoli. Ne? Ne? Najlepši pomeni, da si prijazen, da si simpatičen, da znaš dobro prodajati, ne? In bo ljudje raje tebe kupili kot kakšnega drugega. Na zadnje to, če je dobra prodajalka, pa če je dobra kelnerca, ne boste šli kje na pir, recimo. Ne? Najcenejši, ne? No to je pa najbolj lumen, to je pa tisti, da probaš z nizko ceno priti skozi. Ne? To se pa Slovenci smo radi to delali, ne? Pa še ne. To pa definitivno pele v krizo in propad. Tako da samo to je problem. Ne? Drugače pa nizka tehnologija, en dober frizer, ne? To ni neka tehnologija, ali kaj, ne? Pa ima lahko fino dodano vrednost. Ne? Hotel, najdražji hotel je, koliko je tam, 40.000 € na noč, ne? Ali kaj, ne? Ne vem, zakaj ti to plačajo, ampak evo, ne? Pa ni neka high-tech, ne plačajo zaradi high-techa, ne? Tako da, jaz mislim, da rešitev za Slovenijo, ne, je pametno, in ne pamet tehnološka samo, ne, ampak tržna pamet. Razumeti, kaj ljudje hočejo, razumeti, kaj ljudi boli in jim ponuditi rešitev za to bolečino. Ne? To bo zmerno plačali. Dober večer. Mene pa zanima, kaj vas prepriča pri mladem človeku, ki pride k vam na razgovor. A je to nekaj dodatnega, s čemer se ukvarja, a je to inteligenca, a je to, da ima svoje ideje, a je to, da ima voljo, da dela. Kaj je tisto, kar se odločite, tega bom pa vzel? Dobro vprašanje. Torej, jaz poskušam dati mladim ljudem tisto, kar sem se jaz želel, da bi jaz imel, ko sem bil študent. Ne? Zdaj, se ne velja isto za vse, ne? Jaz pravim tako, ne? Človeku moš nuditi tisto, kar si želi, ne? Eni padajo na babe, eni na mamila, ne? Seks in drag, rock and roll, ne? Pač, in ti moš se prilagoditi človeku, vsako moš mu nuditi možnost, da se razsveti iz tistega, kjer je dober, ne? Mimogrede, študentov je veliko, mladih ljudi je veliko, nam pride en blazen majhen delež, ne? Tako da ne moram reči, da imamo nek recept, ne? Dejstvo je tudi, da je veliko reklame potrebno, ne? Dejstvo je tudi to, ne, da če imaš, jaz sem imel srečo, da sem imel par dobrih študentov, ki so poznali oni študente iz nižjih letnikov, pa so še tiste poklicali, ne, pa so bili oni dobri, pa so pa že oni iz nižjih letnikov, gledaj, kam pa ti ta veliki hodijo, kje je nekam, to mora biti pa dobro, ne. In zdaj, če nekako uspeš tako razpeljati, ne, PR, no, vse v končni fazi življenja je vse skupaj PR, ne. Torej, treba je sploh ljudi navdušiti, da pride, potem pa, ko so pri nas, je treba jim dati različne možnosti, da se razvijajo. Ni pa to nek recept, ne, mislim, mentor mora biti prav, no. Najlepša hvala za to zanimivo predstavitev podjetniško. Hvala za družbo. Ne?